kot bi rekel, Stipe, ni naš namen komentirati tekmo, ni naš namen razgledati čustva, naš namen je določene stvari upozoriti in pa seveda to vse v namenu boljšega sodelovanja in dejansko, da več nekaj bodoče do takšnih stvari ne bo prihajalo, zato bi vam jaz osnovno prebral izjavo kluba. Tekma je končala, športno priznamo poraz, zmaga Olimpije v derbiju je povsem zaslužena. Današnja novinarska konferenca pa je žal namenjena športnemu dogajanju, ki je imelo vse prej kot pa športni pridih. Najprej izražamo ogorčenje o fizičnem napadu na predsednika nogometnega kluba Maribor, gospoda Draga Cotarja, kar je velik škandal in do sedaj po mojem vedenju nepojemljivo. Predsednik je zaradi naprej dogovorjenih obveznosti, kot je že tudi dostite odsoten, tudi jaz bi ga v svojem imenu opravičil in bi vam dejansko prebral njegove besede. Z velikim uspehom, ko je NK Maribor premagal Rangerse, je sledil ljudem tuš, pa ne zaradi tekme in poraza proti nedeljskemu tekmecu, ampak zaradi dogodkov, ki so sledili in nad tem, da ljudje iščejo zgodbe in krivce tam, kjer jih ni. NK Maribor je preživel že veliko težkih časov, tudi sam sem ga začel voditi prav v enem od takšnih obdobij, zato vem, da bomo skupaj z igralci, navijači in vodstvom kluba premagali tudi ta dogodek, to črno liso na športni sceni. Nikoli, pa tudi v Stožicah ne, nisem skoraj koga povozil, kot se pojavlja komentar očividca. Ko smo se počasi premikali v koloni proti izhodu, je neznanec pristopil do mojega vozila, vam brcnil, nato pa me še s pestjo udaril. Toda to je zame sedaj lanski sneg. Z sodelavci na klubu smo se osredotočili na zgodbo v Evropi, na 3 B-je, ki prihajajo, in na preostale obveznosti na domačem prizorišču. Je torej v pisnem stališču poudaril Drago Cotar, predsednik kluba. Kot dokaz, kaj se je dogajalo, se seveda pregledajo tudi varnostne kamere, ki so zagotovo nameščene v Stožicah. Sporočilo predsednika ob neljubih dogodkih je, da si želi, da bo v prihodnje na stadion v Ljubljani, torej in ob prihodu in ob obhodu z objekta, poskrbljeno za boljšo varnost tako domačih kot gostujočih navijačev. Poudariti želimo, da ne obsojamo nogometnega kluba Olimpije zaradi ravnanja posameznikom, ampak opozarjamo na pomanjkljivo organizacijo nedeljske tekme. Napad na predsednika je najhujši, a ni bil edini primer ogrožanja varnosti predstavnikov nogometnega kluba Maribor. Vsak izmed gledalcev oziroma navijačev, tako gostujočih kot tujih, torej kot domačih, so se lahko sprosto sprehajali po garažni hiši in dejstvo je, da so lahko tako eni in drugi po tekmi nemoteni prišli do avtobusa našega moštva, uradnih oseb kluba in prostorov za izjave. Igralci so morali poslušati grobe žaljivke, vse skupaj pa je bilo že dejansko na meji fizičnega incidenta. Skupina domačih navijačev, nekateri oboroženi, podnarekovaji tudi s steklenicami v rokah, se je dobesedno lotilo tudi preostalih funkcionarjev, vmes pa je predsednik, kot je bilo že rečeno, najhuje skupil. Sicer pa je bilo ogrožanje varnosti v garažni hiši posledica številnih, po našem mnenju, organizacijskih napak strani nogometnega kluba Olimpija. Vse se je začelo z odločitvijo domačega kluba, da bo sektor navijaške skupine Viole, katerega oni imenujejo sektor za gostujoče navijače, namesti tudi otroke in družinske člane naših nogometašev ter članov strokovnega štaba, kar je v neskladju s pravili Nogometne zveze Slovenije. Hkrati odraža tudi nespoštovanje do kluba, saj smo jih že pred tekmo x-krat opozarjali, da so dejansko te situacije izdrževanja, rečemo normalnih navijačev v navijaške skupine, torej v bistvu nemogoče in se ne bi smeli dogajati. Na to se dejansko niso odzvali, zdaj naše stališče potrebujejo več varnostnikov, ne vem, ampak bodoče se to ne sme dogajati. In res nas zanima, če bi, recimo, jaz kot odgovoren za te zadeve, kot je v klubu, nekatere družinske člane njihovih igralcev, otroke, dal v navijaški sektor Green Dragoncov. Mislim, da je to nepojemljivo.
Nekaj Maribor se dejansko trudimo vsako tekmo organizirati po evropskih standardih o varovanju in skušati predvideti vsako zadevo. Tudi morda najbolj malenkostno, ki bi lahko prevedla do neljubih situacijam z ogrožene varnosti kogarkoli od uradnih oseb do gledalca na stadionu. Nespoštovanje, ki je po nepotrebnem še dodatno razvilo strasti, smo spoznali že pred začetkom same tekme z neprimernim prikazom oziroma predstavitvijo igralcev na semaforju. Torej, igralec je športnik, ki upravlja svoje delo in tudi mislimo, da si vsak, ne samo naš, igralec zasluži določeno mero spoštovanja. In če ste opazili, je bilo na mesto portretov ob imenih naših igralcev, ne ljubljanskih, na mesto slik so se predstavili dejansko podobe Kalivera, kaj so hteli s tem poudariti, dejansko ni znano, ampak da bi mi razmišljali, da bi dali recimo podobo Žabljega princa ob Dareku Vršiču pri predstavitvi nam niti na pamet ne pade. Torej, še enkrat je bistvo našega sporočila opozorilo na pomanjkljivo organizacijo, da je dejansko mogoče tudi v Stožicah boljše speljati, smo se skupaj, mislim, da lahko že večkrat prepričali in za zgled bi si lahko vzeli Nogometno zvezo Slovenije, ki na istem objektu organizira reprezentančne tekme, na katerih se nihče dejansko ne počuti ogroženega, pa lahko rečemo, pa je stadion nabito poln in ob tem seveda tudi možnost, da je v dogodkih v videonadzoru dvakrat večja. Pa tudi, koliko se jaz spomnim, tudi za Bežigradom ni bilo takšnih težav, ki se pojavljajo nazaj. Seveda pa ob tem vsem tudi ne moremo mimo početja naših navijačev. Izgredov, ki ne sodijo v športna predstavišča, ne odobravamo in jih najostreje obsodamo. To smo že x-krat povedali in to bi če enkrat poudaril, torej tudi naši navijači so pač takšni, kot so njihovi, tiste veliščev in obljubljam kot direktor kluba, da bomo v komunikaciji z njimi se dejansko po najboljših močeh trudili, da se neprijetne zadeve prihodnje več ne bi dogajali. Predvsem pa želimo, da bi naš apel po umiritvi strasti dosegel namen. Ne dovoljujemo in ne želimo povračilnih ukrepov, nikakršnih. In bi rad tu pozval naše navijače, da se po prihodnih medsebojnih tekmah pokažejo dejansko v boljši luči, kot so posamezniki za svojim početjem zdaj dejansko na nek način vrgli na navijače Olimpije. Zadnji odstavek. Za nas je s tem zgodba o nedeljskem derbiju dejansko zaključena. Osredotočiti se moramo na naslednje obveznosti, ki nas čakajo v državnem prvenstvu, lokalnem tekmovanju in pa seveda v Ligi Evrope. Teh ni malo, so obvezujoče, pa bomo dokazali, kaj hočemo, znamo in zmoremo. Hvala lepa. Še enkrat je dejstvo to, da niti predsednik Nogometnega kluba NK Maribor Dragan Cotar ne želi nadaljevati in polemizirati in ministriti potegniti nobenih drugih ukrepov. Želimo le opozoriti, da se to v bodoče naj ne bi dogajalo in da se rekel, za nas je ta zgodba zaključena. Upamo, da bo organizacija katerekoli naslednje tekme tam primernejša. Res tisto, kar se garaži, bom rekel tako, odgovorno za tekmo vemo doma, kako je tam organizirano, ne vemo. Ampak res želimo in apeliramo, da se bodoče na kakršnih koli tekmah to že je, poskuša organizirati drugače. No, pogledajte, šlo je dejansko včeraj po tekmi med predsednik poklical, za njim v avtomobilu sta bile še dve osebi, tako da če bi do česarkoli prišlo, kar pa predsednik zapeljuje, da ne bo, torej ne bo nobene tožbe, ima priče. Dejstvo je po nekih špekulacijah, v vozeči avto ne može nobenega tariti. To je prva zadeva. Torej, in tudi, če poznamo Stožiški stadion in pa spodaj tele garažne hiše, zaveste, da se lahko ven pelje samo v koloni. Torej, to je bilo narejeno na stoječem avtu, avto je stal, torej bil je v koloni, on ni človek, ki bi iz tega delal nek teater, bilo kaj, verjetno morate, da se
vsak od nas tam neugodno počuti in dejansko je to, kar vam zdaj izjavljam, resnica in ne bo beseda. Poglejte, jaz moram reči, da smo mi z Olimpijo v kontaktu, mi smo bili že takoj včeraj v kontaktu, jaz sem takoj njihovega direktorja obvestil. Dejstvo je, da poskušamo določene zadeve tudi skupaj reševati, mi smo ena Slovenija, malo klubov, mi nismo sovražniki, daleč od tega. Ampak dejstvo je pač, da se mora pa vsak, ki organizira tekmo, pač nekako poskušati, ne vem, mogoče tudi od koga drugega, ne vem, kaj slišati, kakorkoli. Jaz ne vem, meni je bilo v glavnem, jaz verjamem, da ni bilo z njihove strani kaj narejenega namerno. Ampak poskušamo res dejansko povedati, da pa take zadeve je treba pa bi izredno paziti. Tam v tisti garaži bi se vas zgodilo marsikaj in kdo bi odgovarjal, Bog ne da.